Vprašanje za Nadangela Kanuela. Kako živeti v vlogi vodje svojega življenja in hkrati živeti v harmoničnem partnerskem odnosu, kjer vsak od partnerjev sprejema drugega za to, kar je? Drage duše, ljubim vas. Ljubim vas v vsem, kar sem. Ljubim vas z ljubeznijo božanske sile, iz katere ustvarjeni ste. Ljubezen vidi. Ljubezen vidi. Največja bolečina posameznika je, ker je spregledan, ker ni viden. In potem, ker niste vidni, kot otrok zganjate razne stvari. Kakršnakoli nejevolja v odnosu, tudi varanje, jeza, izbruhi konfliktov, nestrinjanja so posledica nevidnosti. Ker posameznik ne čuti, da je viden, sploh se ne gre za sprejemanje, gre se za to, da vidiš osebo za to, kar ona je in jo vidiš. Predstavljaj si, da bi tvoj partner vsak dan te videl, bi opazil, kdo si, bi občutil potrebo, ki jo imaš. Ni nujno, da ti jo zadovolji, samo da te vidi, da imaš to potrebo. Ko bi se občutil v sebi kot osebo, ki je vidna, bi občutil, da si vreden, ker si viden. In posledično ne bi potreboval ustvarjati situacij, se raniti, ropotati, delati scen. In ja, morda si misliš, jaz pa ne delam scen. Tudi to, da igraš tihomačo, je scena. Tudi to, da ne komuniciraš svojih potreb, je scena. Vidnost je zelo, zelo pomembna. Vidi v oči, vidi v dušo, vidi človeka. In če ga vidiš, mu tudi prisluhneš, mu dovoliš, da je. Tudi, če se ne strinjaš, tudi, če imaš drugačen pogled, ali lahko vidiš človeka za to, kdor on je. Kar pa se v vašem egu zgodi, je to, da ker vi niste vidni strani drugih ljudi, se v partnerstvu odzivate iz obrambnega mehanizma in rane. Ker si užaljen, pa sploh ne vidiš, da si užaljen. Ker si ranjen, ker nisi viden. In torej, kar vidim, drage ljube duše, ko boš začel videti osebo ob sebi za to, kdor je, in jo dovoliti, jo res videti za to, kdor je, bo ta oseba postala mehka, ker bo dobila to, kar išče, prepoznavo, vidnost. In tedaj se bo srce te osebe odprlo. In kar naenkrat bo oseba začela videti tudi tebe. To je ogledalo reakcija. Ko ti vidiš nekoga, se oseba počuti videna in avtomatsko iz hvaležnosti, ljubezni, veselja, da je končno vidna, bo videla, kdo jo je videl. Pomisli,
Katera oseba v tvojem življenju je nate pustila najlepši vtis? Lahko jih je bilo več. Zakaj misliš, da je ta oseba nate pustila vtis? Ti jaz povem, ker te je videla. Videla je preko očitnega, videla je preko tvoje rane, videla je preko tvoje reakcije, videla je tebe. In potem hrepenite. In bodi prvi, naredi domino efekt. Ko pade ena domina, pade druga in potem se zgodi domino efekt. Vidi drugo osebo, zato kar je, vidijo. Če tudi ti ni všeč, vidijo. In ta oseba se bo počutila videna in avtomatsko bo vrnila nazaj vidnost, morda ne v tistem trenutku, a kmalu, ker vidnost odpira srce. Torej, da bi lahko mojstrsko vodili kot vodje svoje odnose ljubezni in prave dušne skupnosti, potrebujete videti drugega in tudi sebe. Vidi svojo potrebo in hrepenenje. Vidi se, ali potrebuješ dotik. Ne zignoriraj te potrebe. Vidi jo. Prinesi dotik v odnos. Ali potrebuješ preživljanje časa s tvojim partnerjem ali s komerkoli, s katerim si v odnosu. Vidi potrebo, izpolnijo. Ali ti potrebuješ čas zase v odnosu. Vidi se, vidi potrebo, ki jo imaš. In ko jo vidiš, jo izpolni. In tako boš samemu sebi dal prepoznavo. Vidim te in poskrbim zate, ker si mi dragocen, ker si sam sebi dragocen. Zdi se preprosto, pa tudi je, a tako globoko seže. Vidi ljudi. Ne skozi prizmo svojih predstav, ne skozi pričakovanje, kdo so, ne skozi preteklo izkušnjo, ne skozi sodbo. Vidi. In v partnerskem odnosu vidnost ustvarja intimnost. Če se oseba počuti videna, se bo tudi v spolnosti odprla. Bo intimnost, ne le spolna intimnost, ampak intimnost povezave, intimnost odnosa, intimnost duše tam. In kaj se zgodi, ko je intimnost prisotna v partnerski zvezi? Poglobi se videnje. In smo v čarobnem začaranem krogu. Intimnost v odnosu poglablja vidnost. Bolj kot si intimen, bolj vidiš človeka za to, kar on je. Manj kot si intimen, bolj ga vidiš skozi prizmo obsodb. In obratno, ker ga vidiš skozi prizmo obsodb, nisi intimen. Moj nasvet, vidi sebe, vidi svoje potrebe, zadovolji jih v odnosu in vidi osebo, s katero si v odnosu. Zato, kdo ta duša je, ne skozi prizmo tvojih sodb. In še nekaj dodajam.
Ljubezen vedno teče. Vprašanje je samo, kako močno je odprta pipa ljubezni. Ti ne moreš biti v neljubezni do nikogar, tudi do osebe, ki jo sodiš, ker ti si vir ljubezni. In ko občutiš, da imaš sodbo do nekoga, v resnici ti ne potrebuješ njega bolj ljubiti. Dobro prisluhni. Ti potrebuješ sebe bolj ljubiti, da sebi daš darilo obstajanja zunaj sodb. Z ljubeznijo, hvala.